Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Začenjamo, lahko rečem, prvi spomladanski akademski forum nove univerze. Današnji akademski forum smo posvetili izjemno pomembnemu sistemu ali pa podsistemu delovanja slovenske države, to je zdravstveni sistem. Sam kot ustavni pravnik vem le to, da je v Sloveniji zagotovljena pravica do zdravstvenega varstva, da ta pravica izhaja iz širšega načela, da je Slovenija socialna država. Vsi skupaj pa lahko ugotavljamo, da se ta sistem in ta pravica do zdravstvenega varstva ne more ustrezno izvajati, če Slovenija ni hkrati tudi pravna država. Tudi danes morda bomo govorili nekoliko manj o pravni dimenziji delovanja ali nedelovanja slovenskega zdravstvenega sistema, ampak bomo šli bolj v medias res. Pogovarjali se bomo s tremi zelo uglednimi strokovnjaki, ki vsak po svoje ne samo preučujejo, ampak vsaj eden izmed njih zelo aktivno deluje v slovenskem zdravstvenem sistemu. In vsakemu od gostov bom uvodoma zastavil dve vprašanji. Prvo vprašanje se bo glasilo, kakšna je vaša diagnoza slovenskega zdravstvenega sistema? Je slovenski zdravstveni sistem v krizi? V kakšni krizi je slovenski zdravstveni sistem? In drugo vprašanje, glede na to, da smo na univerzi, se spodobi, da razvijamo tudi normativne koncepte, torej da se vsi skupaj vprašamo, katere pa so rešitve za krizo slovenskega zdravstvenega sistema. Sam lahko javno, kritično, intelektualno ocenim, da slovenski zdravstveni sistem je v krizi. Ta zdravstveni sistem prav gotovo je v politični krizi, glede na to, da je pred nedavnim odstopil tudi sam minister za zdravstvo, ki je bil predstavljen kot nosilni steber slovenske vlade in ki je bil sam izjemno ambiciozen posameznik in je želel ta sistem preurediti. Tako da, dve vprašanji, na katerimi bodo pomagali odgovarjati naslednji strokovnjaki. Začel bom pa kar od leve proti desni. Na moji skrajni levi je profesor Marko Noč. On je specialist kardiologije, vaskularne medicine in intenzivne medicine, je predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Obenem je pa tudi redni profesor interne medicine na Medicinski fakulteti, tudi v Ljubljani, član Evropske akademije znanosti in umetnosti, izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, mednarodno uveljavljen strokovnjak in eden tistih, ki je kot zdravnik tudi širšo slovensko demokratično javnost opozoril na probleme v svoji stroki. Drugi gost, na moji nekoliko manj skrajni levi, je profesor Igor Masten. Igor je redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, deluje na katedri za denar in finance, katedri za matematiko, statistiko in operacijske raziskave. Je tudi izjemno mednarodno aktiven, doktoriral je med drugim, imala skupno alma mater, in to se spodobi povedati, ker je danes materinski dan, Evropski univerzitetni inštitut. Sicer pa je bil Igor v številnih poslovnih in strokovnih projektih udeležen tako v tujini kot doma. In sem zelo vesel, da si tudi ti z nami. No, na koncu koncev, na moji skrajni desni, bolj desno ne gre, ker ni nikogar več, je pa kolegica Katja Trilar-Vrtovec. Katja je danes tu predvsem kot, in na to smo še posebej ponosni, docentka za področje javne uprave in upravnega prava na Evropski pravni fakulteti. Sicer pa
je v preteklosti delovala kot svetovalka na Vrhovnem sodišču, na Ustavnem sodišču, trenutno pa je sekretarka v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora, kjer se deluje tudi ali pa predvsem v zakonodajnih postopkih sprejemanja zakonov na zdravstvenem področju. Katja ima tudi magisterij z tega področja iz ZDA, je avtorica številnih člankov. Med drugim smo jo pa danes povabili predvsem zato, ker je tik pred izdajo tvoja knjiga o slovenskem zdravstvenem sistemu z pravne perspektive in sem prepričana, da boš lahko spregovorila tudi nekaj o njej. Skratka, glede na to, da sam o problematiki bolj malo vem, sem se opremil strokovnjaki, pravno strokovnjakinjo, ki bo spregovorila o zdravstvenem pravu, ekonomistom, ki bo si predstavljen spregovoril o ekonomskih podstateh delovanja oziroma nedelovanja slovenskega zdravstvenega sistema in potem prvovrstnim strokovnjakom in lahko rečemo insiderjem tega sistema že nekaj let, ki bo lahko tudi z prve roke povedal, kako stvari delujejo. Spodobi se, tako smo se tudi dogovorili, da gresta moji dve prvi vprašanji Kati. Vsak od vas ima cirka 15 minut, potem bo še kakšna intervencija med nami, na to pa, kot vselej, odpremo razpravo tudi za obiskovalce. Prosim. Hvala za besedo in hvala za vabilo. Lep pozdrav vsem. Preden bi jaz spregovorila o krizi v javnem zdravstvenem sistemu, mislim, da je prav, da najprej opredelimo, kaj javno zdravstvo sploh je. V večini javnosti in politiki se pojem javnega zdravstva enači s pojmom državnega zdravstva, kot je bilo uveljavljeno v Jugoslaviji. Tukaj se izhaja iz države kot ponudnice zdravstvenih storitev in se vertikalno ločuje med izvajalci zdravstvene dejavnosti, kjer je na eni strani lahko ustanoviteljica država, na drugi strani so pa lahko ustanovitelji zasebniki. Tukaj gre za to, da imamo eno zdravstveno storitev, ki se lahko upravlja v dveh režimih. Če to zdravstveno storitev upravi državni izvajalec, potem se plača iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če jo pa upravi zasebni izvajalec, pa plačamo sami iz lastnega žepa. Zdaj v ustavnih demokracijah drugih držav članic poznajo drugačno opredelitev javnega zdravstva, kjer izhajajo iz posameznika kot uporabnika zdravstvenih storitev. Tukaj gre za horizontalno ločevanje med zdravstvenimi storitvami. Na eni strani gre za standardne zdravstvene storitve, na drugi strani pa za nadstandardne zdravstvene storitve. In gre dejansko za enega izvajalca, ki upravlja dve vrsti storitev. Standardne storitve se plačujejo iz javnih sredstev, nadstandardne storitve pa plačamo sami. V ustavi smo zapisali, smo jasno sledili tej drugi definiciji javnega zdravstva, ker smo zapisali, da je nosilec te človekove pravice posameznik in da opredelili smo tudi vsebino do zdravstvenega varstva, kot gre za dostop do zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo iz javnih sredstev. Ta definicija je bila vnesena tudi v zadnjo novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti leta 2017, kjer je jasno zapisano, da je javna zdravstvena služba so zdravstvene storitve, ki se financirajo iz javnih sredstev, predvsem iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Če govorimo o krizi javnozdravstvenega sistema, bi se jaz oprla na 4 vidike te krize, glede na posamezne subjekte, ki v tej krizi nastopajo. To so najprej gre za zdravstveno blagajno in za nosilca zdravstvene blagajne, to je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Potem drugi subjekt so izvajalci zdravstvene dejavnosti. V javni zdravstveni mreži 85% predstavljajo javni zdravstveni zavodi. Potem tretji subjekt so pacienti, četrti subjekt so pa zdravstveni delavci in zdravniki. Če se najprej ustavim pri težavah, ki jih ima zdravstvena blagajna s financiranjem javne zdravstvene mreže. Težave se konkretno kažejo v previsokih cenah zdravstvenih storitev in v čakalnih dobah. Vzrok za težave lahko najdemo, mislim, da sta dva glavna vzroka. Prvi vzrok je, da imamo zaprto javno zdravstveno mrežo, ki se po eni strani kaže v tem, da lahko zdravstvena blagajna sklepa pogodbe le z javnimi zdravstvenimi zavodi pa s koncesionarji, ne sme pa sklepati pogodb z zasebnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, tudi če oni ponujajo nižje cene zdravstvenih storitev. Potem drugi vidik zaprte javne zdravstvene mreže je, da zdravstvena blagajna ne more razdreti pogodbe o financiranju zdravstvenih storitev, tudi če se izkaže, da neki izvajalec zdravstvene storitve ne upravlja v ustrezni kakovosti ali ne nudi ustrezne cene zdravstvenih storitev. Druga težava sistemska je verjetno tudi v monopolu samo enega nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar bi bila težava predvsem, če bi se ukinilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar je trenutno precej vroča politična tema. Potem na področju, ki jih imajo izvajalci, z obračunavanjem zdravstvenih storitev konkretne težave se kažejo v tem, da so nekatere zdravstvene storitve prevrednotene, druge so podvrednotene in da se število zdravstvenih storitev, ki jih zdravstvena zavarovalnica plača, določajo vnaprej in da ni nujno, da odraža dejansko ceno izvedenih zdravstvenih storitev. Tukaj vzrok za težave vidim predvsem v tem, da so za planirane zdravstvene programe cene zdravstvenih storitev določene glede na plače in materialne stroške, to se pravi po vhodnih stroških. Kot primer, naprimer, ko se določa kadrovska zmogljivost za splošno ambulanto, sistem šteje, da je bolj obremenjen tisti zdravnik, ki ima več pacientov v čakalnici. To pomeni, da zdravnik, ki bo delal hitreje in bo imel prazno čakalnico, bo za sistem manj obremenjen. Potem drug primer je, naprimer, da se določa materialne stroške za diagnostični aparat tako, da bo zdravstveni zavod na boljšem, če bo imel staro opremo, pa bo dobival višje stroške za servisiranje, kot če kupi novo opremo. Potem tretji primer lahko navedemo, da se na primarni ravni se naprimer krije 100% planiranih zdravstvenih storitev, tudi če jih naprimer izvajalec izvede samo 90%, povrne se mu pa 100% teh storitev. Potem tretji vidik, na katerega bi opozorila, so težave pacientov, ki jih imajo s povračilom stroškov za zdravstveno storitev, če gredo v samoplačniško ambulanto. Že leta 1998 je Ustavno sodišče označilo za absurdno situacijo, kjer pacient, ki plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje in opravi storitev v samoplačniški ambulanti, mora nositi polno ceno teh zdravstvenih storitev. Vzrok za težave je tukaj v tem, da pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so podzakonski akt, določajo, da zavarovana oseba nima pravice do povračila stroškov zdravljenja, če se to zdravljenje opravi v samoplačniški ambulanti.
In temu sledi tudi napačno razumevanje, po mojem mnenju, Vrhovnega sodišča, da javno zdravstvo zagotavlja le zdravstvene storitve v naravi in strani pogodbenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ne pa tudi v obliki povračila stroškov, ki se opravijo v samoplačniški ambulanti izven javne zdravstvene mreže. Potem še četrta težava, ki se pa nanaša na zdravstvene delavce, je pa z umeščenostjo zdravstvenih delavcev v javni plačni sistem. Konkretna težava je plačna uravnilovka in plačilo po urni postavki. Vzrok za težavo je pa v tem, da je zakonodajalec napačno umestil zdravstvene delavce med javne uslužbence in v sistem plač v javnem sektorju, ker ni upošteval, da javni sektor po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ne vključuje zaposlenih, ki prejemajo plače iz zdravstvene blagajne, ampak vključuje samo zaposlene, ki se financirajo iz državnega in občinskih proračunov. Potem drugi vidik je pa tudi, da se ne upošteva v zadostni meri specifike zdravstvenih delavcev, da so kazensko in odškodninsko odgovorni za opravljeno zdravstveno storitev in da bi se tudi njihovo delo moralo vrednotiti po opravljeni zdravstveni storitvi, ne pa po urni postavki. To je zaenkrat to. Ok, v redu, hvala lepa. Zdaj, Katja se je precej zadržala tudi na številnih elementih smo zaslutili prisotnost ekonomske problematike, zato ko sem te poslušal, bi najprej besedo predal tebi, Igor. Ti si že v javnosti v preteklosti predstavil določene izsledke raziskav, predvsem o problemu monopola ene same državne, če rečemo temu, zavarovalnice za delovanje zdravstvenega sistema, pa bi te v bistvu povabil potem, da kasneje morda to še nekoliko več razdelaš, ampak najprej gre beseda tako tebi, da opredeliš tisto, kar se ti zdi najbolj problematično z ekonomskega vidika na področju slovenskega zdravstva in predstaviš možne rešitve. Hvala za besedo. Zdaj zdravstveni sistem v krizi, kot postavljena trditev, lahko jo sprejemamo in pol, če razmišljam, zakaj je temu tako, težko sodamo strokovnih elementih tega, ampak tako, če pogledam z ekonomskega vidika, vidim problem približno v tem, da sistem je tak kot že dlje časa, samo določene težave, ki so bile inherentne, vgrajene že dlje časa, se zdaj bolj kažejo. Zakaj? Enostavno velik element pri tem je demografija. Vemo, da zdravstveni stroški staranjem posameznika skokovito naraščajo, ko zdaj potem delež populacije v agregatu postaja postopno vedno večji, je že po zakonu velikih števil prihaja do gotovosti, da bo sistem, ki ni ustrezno koncipiran, začel pokati. In manifestacija na finančni ravni so izgube izvajalcev, primanjkljaje ali potrebe po dodatnem zadolževanju plačnikov, recimo v tem primeru neke javne blagajne, ter na strani uporabnikov, potrošnikov zdravstvenih storitev so pa to čakalne vrste. In s tem pridemo seveda do širših dimenzij, ker seveda je, če se ne motim, po opredelitvi Sveta Evrope, dostop, neomejen dostop, prost dostop vsakega izmed državljanov do zdravstvenih storitev, ena izmed temeljnih pravic in čakalne vrste so samo odraz do tega, da sicer na deklarativni ravni naj bi imeli zdravstvo za vse, ampak očitno ne za tiste, ki so v čakalni vrsti. Zdaj zame, kako zdaj odreagirati na tako stanje,
je z tem, da se počne, naj bi se delalo nekaj drugače. Sicer je vedno možno zgolj zalivati, torej en in isti sistem na enakih osnovah z več denarja, da ne bo pomote, to bo imelo določene učinke, lahko pač zalivamo z dodatnim denarjem. To je tudi delovna teza marsikoga od ključnih decision makerjev v tej državi. Lahko pa se naredimo nekaj drugače. In za tisto drugače je ogromno, veliko, rekel, da ogromno, če se omejim tudi na ekonomske faktorje, so drugi bistveno bolj pristojni od mene, ki lahko govorijo še o strokovnih elementih, ki spadajo v področje medicine. Ampak tisto, kar manjka pri vseh morebitnih rešitvah, pa seveda, kako delujejo izvajalci zdravstvenih storitev v praksi, je, da so čisto navadni elementi normalnega in dobro urejenega poslovanja. Pač izvajanje zdravstvenih storitev je gospodarska dejavnost. Skratka, direktor ene sodobne, dobro urejene bolnišnice na zahodu vam bo pač povedal, da se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, njegovi klienti so pač pacienti in vsi izvajalci se tega tudi zavedajo. Pri tem seveda, ko to izvajajo, skrbijo za stroške, skrbijo za procese in skrbijo za kvaliteto. Torej, s kvaliteto upravljenih storitev pridejo seveda tudi obvladovani stroški zaradi manjših postoperativnih posegov in tako naprej. Tukaj seveda takoj nastopi, kako se določeni procesi v zdravstvenih ustanovah pač izvajajo, kako se urejajo, kako se nadzorujejo in takoj pridete do dobrih praks v tujini, kjer lahko najdete, kako se gradijo informacijski sistemi, kako se zajemajo podatki, zakaj se zajemajo podatki z namenom ocenjevanja stroškov, določene cen in tako naprej. No, z teh relativno splošnih, tako človek ne rabi biti neposebno izobražen, neposebno bister, opažan, smo šli mi analizirati karakteristike pač našega zdravstvenega sistema, ali obstajajo spodbude, da bi se v tistem, kar poznamo danes, v sistemu, kot ga poznamo danes, da bi se samodejno ali pa z majhnimi korekturami lahko preusmeril, deloval v smeri, ki bi reševal te težave. Torej, paziti na stroške, paziti na učinkovitost, paziti na zadovoljstvo potrošnikov, predvsem pa, da bi bila dostopnost zdravstvenih storitev na voljo resnično vsem, ne pa da imamo pač problem teh čakalnih vrst. In to je seveda narejeno na čisto javno dostopnih podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tako da tu ni nobena skrivnost. To lahko naredi vsakdo, tako kot smo pač mi z ekipo naredili. Vse se lahko te podatke pobere dol in se jih ustrezno analizira, če seveda to znamo. In dejansko ni težko. In to, kar je bilo že prej recimo omenjeno, je v eden izmed srž problema, je tudi v tem, da recimo cene za zdravstvene storitve, paradoksalno, kolegica je sicer omenila stroške, ampak se ne določajo na podlagi stroškov, ampak se določajo na podlagi plačil, kar je absurd sam po sebi. Če sem prej rekel, da so pač izvajanje zdravstvenih storitev je vsekakor gospodarska dejavnost, si ne predstavljam, da bi v normalnih segmentih gospodarske dejavnosti nekdo rekel, da določa cene brez vpogleda v stroške. Dejansko mi imamo tako imenovan sistem teh SPP, skupin primerljivih primerov. Hvala. In to je tisto, na podlagi česa se naredi plan za financiranje, to je tisto, kar dobi potem Zavod za zdravstveno zavarovanje za plačilo. In če pogledate, kako se, to ni bi bilo tisto, kar ne bi odražilo stroške, in če pogledate, kako se, kaj se dogaja z komponentami teh SPP-ov v času, je videti, da tam so
fiksne količine časa, ki ga recimo zdravniki, medicinske sestre, tehnično osebje skozi čas porabljajo za določene zadeve, kakor da se v času nič ne spremeni na področju tehnoloških izboljšav, na spremenjenih postopkih obravnave pacientov in tako naprej. Edino, kar se spremeni, je takrat, ko zmanjka denarja, tisto edina variabila, tam, ko zmanjka denarja, je, da se pač linearno režejo stroški, ki se lahko režejo. In to je ponavadi material, določene storitve za informacijsko podporo, nikakor ne to pomeni nobenih plač, ker te plače so določene v kolektivnih pogajanjih izven kontrole zavoda. Tako da je tale sistem na eni strani nima vzpodbud, o vzpodbudah. Ko sem poskušal razmišljati, kaj bi jaz naredil kot racionalen, recimo, vodja nekega ponudnika zdravstvenih storitev, ko bi se pogajal z zavodom oziroma z plačnikom, vem, da dobivam po tistih SPP-jih, kjer je večina stroškovnih komponent določena od odzune in se menim za količino. Jaz imam v takem sistemu seveda vzpodbude, da se izpogajam za čim manj opravljenih storitev. Da potem lahko prikažem, ker vem, da mi inflow pacientov je stalen ali kvečjemu narašča zaradi problema, ki sem ga že omenil, da na koncu vedno lahko prikažem konec leta, gledajte, naredili smo 20, 10, 30% več, kot smo bili dogovorjeni, zahtevam več denarja. Skratka, sistem, verjemite mi, nima ugrajenih spodbud, ki bi tiste, ki znajo in čutijo potrebo, da bi organizirali svoje delovanje drugače, bolj učinkovito, da bi jih tudi dejansko stimuliral k temu, ter na koncu nagradil. Govorimo o izvajalcih, ter če nekdo ugotovi, kako lahko ceneje oskrbi določeno nek treatment, da ima v končni fazi tisti, ki plačuje za zdravstvene storitve, bodi si neposredno pacient ali pa uporabnik, tako rekel, ali pa zavarovalnica, od tega koristi. Ta trenutek od tega nima praktično koristi nihče. Tako da, zdaj pa, kako spremeniti ta sistem spodbud? Enostavno, tisto, kar imamo že na trgu, kot plačnika zdravstvenih storitev, to so zasebne zavarovalnice, ki v normalnih sistemih se pogajajo z izvajalci zdravstvenih storitev, da se jim da to možnost. Zaenkrat tega možnosti ni, mi imamo de facto monopol, zavod določa, koliko del stroškov bo odpadel na zavarovalnice, zavarovalnice so praktično omejene zgolj na to, da zbirajo denar in ga kanalizirajo. Tako to logiko bi morali obrniti, poznamo nizozemski sistem, kjer se prerazdeljevanje, če hočete, to, da en del populacije, ki ima više dohodke, nosi večje breme teh storitev, se to vrši skozi državni sklad, ki potem tako zbrana sredstva kanalizira v tiste, ki dejansko se pogajajo za izvajalci. Kar naenkrat se bi na ta način vzpostavila potreba po merjenju stroškov, po merjenju kvalitete upravljenih storitev, po sledenju procesov in tako naprej. Skratka, tega zaenkrat ni, tudi ne vidim, od kje bo prišel en impetus, ki bi to spremenil od znotraj. Zdaj, ali bi bila reforma, ki bi spremenila naš sistem v takega, ko sem ga orisal, zahtevna, na papirju, torej, kar se zakonodaje tiče, to ne bi bilo zahtevno. Potem seveda bi morali to ustrezno spremeniti, pa bom oboje komentiral. Prej zaključim. Imamo vse v sistemu imamo vse gradnike, kot jih ima, zelo sorodne gradnike, kot jih ima recimo na Nizozemskem. Torej imamo ZZZS, samo spremenimo njegovo statusno vlogo. In imamo zasebne zavarovalnice, torej ne rabimo odpirati trga, ki jim lahko spremenimo to vlogo. Dajmo jim freedom to contract, potem pa imamo vse ostale institucije, ki skrbijo za
kvaliteto, ne, da to konkurenco, če jih hočem reči, ustrezno uravnavajo. Ker recimo ne smemo se slepiti, ne, da na velikem segmentu storitev, ki so specialne, ne, in jih zdaj recimo izvaja UKC Ljubljana, konkurence ne bo. Ne. Tam je treba ustrezno regulacijo cen in tako naprej, da ne bi potem kar naenkrat šli iz monopola financiranja v monopol izvajanja storitev. Ne. Ampak gledajte, te rešitve, ti problemi niso novi, tudi rešitve niso nove. Ne. Drugo pa, da seveda ne, je potrebno imeti ustrezne strokovne kompetence oziroma usmerjanje tega procesa, ne. Tudi to mislim, ne, ker gledajte, ne, samo od sebe to v sistemu ne bo prišlo. Ne, in spet kot primer ponavadi dajem vzpodbude v sistemu, ne, ali bi ljudje sami do tega prišli, ne, in to so tako imenovane, kako izvajalci zdravstvenih storitev merijo stroške. Ne, in spet stroka je to zadevo že porihtala. Ne, pač zdravniki znajo relativno, dobro opredeliti tako imenovane klinične poti. Ne, zelo dobro poznajo to, kar počnejo. Ne. In te klinične poti, ne, so opisane in zelo dobro vejo, kdo na kateri fazi vstopi, koliko časa potrebuje, kakšni so potrebni treatmenti, kakšna zdravila in tako naprej. Ne. In jaz domnevam, da zaradi enega denarja, ki ga je v preteklosti dajala verjetno Svetovna banka, pač v obliki teh strokovnih pomoči Sloveniji, ne, so se začele tudi te klinične poti popisovati po različnih zdravstvenih ustanovah. Ne. Tako da jih še danes najdete na spletu. Zelo podrobno, detaljno, ne, opisani tej primeri, kako izgleda obravnava pacienta. Ne. Edino, kar manjka, so tam prazne črte za evre. Ne. Skratka, ne, nekdo tega ne uporablja, nekdo tega ne meri, nekdo ne čuti potrebe, da bi ustvaril ustrezen informacijski sistem, ki bi to sledilo in potem dalo dejansko stroškovno osnovo za cene in tako naprej in tako dalje. Ne. Tako da mislim, da rešitve so take, ki so seveda jih v javni diskusiji ali pa tistem, kar je predlog vlade ta trenutek ne najdete, ne, so ravno obratne, zaradi tega sem tudi prepričan, da do njih ne bo prišlo, ne. Ampak tako pač je. Ne. Ok, hvala lepa, Igor, za to poglobljeno razlago ekonomske dimenzije delovanja slovenskega zdravstvenega sistema. Večkrat si omenil potrebo po spodbudi od znotraj za spremembo tega sistema, tako da to potem zgradi most do vas, profesor Noč, da še vi dodate svoj prispevek v to razpravo. Ja, hvala lepa. Skratka, kar se diagnoze tiče, ne, moja diagnoza je kaos, pomanjkanje vizije in absolutna odsotnost leadershipa tako na državnem nivoju kot na nivoju bolnic. Če samo pogledate, kako se menjajo direktori največje institucije, naše in ministri, potem veste tudi, če bi bili genialci, je nemogoče, da bi to funkcioniralo. In seveda, zelo pereč problem, ki se ga sploh ne zavedamo, je pa absolutna, bom rekel, informacijski srednji vek v medicini. Mi osnovnih informacij nimamo. Mi imamo recimo samo v kliničnem centru več 10 informacijskih sistemov, vsak oddelek nekaj svojega, pač tisto, kako ga pozna, pride nekako noter in večinoma so nekompatibilni. In skratka, tako da v bistvu vzdržujemo nek sistem, tako ste vi rekel, zalivamo, ne? Zalivamo in zadeva raste in je socialni mir, vmes lansiramo določene dosežke, ki so res svetovno na zelo visokem nivoju in s tem vzdržujemo prepričanje ljudi, da imajo vrhunsko zdravstvo. Ne, naše zdravstvo lahko nudi na eni strani vrhunsko storitev, ki ni nikjer v Ameriki najboljša klinika. Na drugi strani največji podem. Zadeva je pa čist nepredvidljiva, ker je odvisno, kdo je dežuren, kako zvezde stojijo, a bo tisti, ki tam helikopter vosa rešilca, bo pripravljen to pelati in take zadeve. Skratka, značilnost neurejenih sistemov. To je moja diagnoza.
Kje je rešitev? Rešitev je najprej treba spremeniti miselnost v glavah. In osnova je, da se zavedamo, da javno zdravstvo je zdravstvo za javni denar, ker nikakor ne prejudicira izvajalca, ki je lahko javni zavod, lahko je pa zasebnik. In edino nalogo države, ki jaz tu vidim, je, da določi tisto najvišjo ceno storitve, in tukaj se strinjam, treba neke konkretne izračune, nekaj tako čez prst. In druga stvar, da na nek način verjetno outsourca, mogoče neki tuji agenciji, nadzor kvalitete. In potem enostavno denar, ta javni dobi tisti, ki za najcenejši denar najbolj naredi. In če je to javni zavod, jaz se strinjam, določene storitve bojo recimo urgenca in te zahtevne storitve bojo vedno javne. A ne? Veliko je pa storitev, ki jih bo privatnik naredil veliko bolj kvalitetno in ceneje. In recimo, kar se tiče tega javnega sistema zdravstva, jaz se ne morem znebiti vtisa in skozi zadnja leta sem to dobro spoznal, da to je v bistvu zelo kruto se bo slišal. Marsikdaj črpalka javnega denarja preko javnih razpisov v druge vode. Nažalost. In tukaj je osnovna spet naloga države, recimo, da bi določila referenčno ceno za nek material, ki je cena razvite zahodne. Ker če vi pogledate, recimo, jaz sem se na podlagi, bom rekel, pri koronarnih opornicah razvpitih sem spoznal ta sistem. In zdaj, če vi pogledate Evropsko unijo, cena posameznega stenta, istega stenta, v posamezni evropski državi nima nobene veze z GDP-ja. Nobene. Recimo najnižja je v Nemčiji, v Skandinaviji, a veste, v Sloveniji je bila, potem imaš pa severno-južni gradient. Čim bolj greš na jug, večja korupcija, višja je cena. In recimo, če pogledate, da je isti stent v Skandinaviji stal 200 evrov, 250 evrov, pri nas smo potem zbili cene na to vrednost. Veste, koliko še zdaj plačujejo v najbolj bogi evropski državi, Bosni in Hercegovini? Še zmeri 800-900 evrov isti stent. A veste, to... In tle je v Sloveniji rezerve v denarju vendar tega nihče od politikov noče povedati, noče jasno povedati, zakaj. Povsem jasno, ker vsi imajo neke koristi. Ker če vi pogledate budžet kliničnega centra, je čez 500 milijonov, če materialnih stroškov 200 milijonov, čez prst, za materijale, za ugradni material in te zadeve. Recimo, mi smo pri stentih 3-krat znižali ceno. Če bi samo 2-krat, samo za 50%, bi prihranili 100 milijonov na leto. To se pravi, pokrili bi tistih 33 ali 22 milijonov zgube, ki ima klinični center, in 80 milijonov bi ostali za razvoj, da bi njim tiste lifte popravili, ne vem, da bi to urgenco končno naredili, ki je državni projekt ne desetletja, stoletja in podobne stvari. In to je državni kriminal. To je državni kriminal. In veste, kaj znajo javni zavodi? Oni znajo šparati samo na kadru, na plačah kadrov. In to ne doktorskih, ampak sester, strežnic, varnostnikov. Tam so pogumni in tam znajo zreducirati vse dodatke. V bistvu pa naš sistem tako dober laufa kot laufa, samo zaradi teh ljudi. To niso ljudje, ki so po mediji. To so tisti ljudje, ki so dežurni sobote, nedele, vikende, noč in dan. Zaradi tega laufa. In te ljudi sistem ne prepozna in ne nagradi. Tako da, v bistvu, kar se pa tiče same stroke medicinske, pa jaz vidim osnovni problem v tem, da enostavno v slovenski sistem izobraževanja podiplomskega, to se pravi specializacije in podobne zadev, ker je časa recimo 6 let za neko povprečno specializacijo. Ni vgrajen sistem, da bi mladi ljudje z univerzitetnimi ambicijami, z akademskimi ambicijami, da bi leto do 2 šli v tujino v najboljše inštitucije, da se to stimulira, da imajo potem prednost pri položajih za naprej. In seveda
skozi prinašajo neko sveže novo znanje. Ker mi slovensko zdravstvo je izjemno hermetično zaprt sistem. Mi smo džeki na Balkanu, po domač povedan, historično, greš karavanke, se pa točno ve. Treba pogledati, pa me publikacije, citiranost in teda, da točno vemo, kje smo. Pa kdo je kje. Skratka, problemov je več. Jaz nobenemu ne zavidam, zdaj biti ne direktor kliničnega centra, ne minister, ampak enostavno na tem področju bo po moje potrebno, da bo politika dosegla nek konsenzus, tako kot je bilo vstop Evropske unije, tako kot je bilo NATO, ker to je v interesu vseh. Kdorkoli je na oblasti, vsakmu bo veliko lažje, če bo zdravstveni segment poštiman. In tukaj je interes vseh, od najbolj levih do najbolj desnih. Se pa samo ribari v kalnem in samo v bistvu preko teh javnih naročil črpa denar iz zdravstvenega sistema, ki bi dejansko krvavo ga rabijo bolniki in osebje in seveda za nove aparature. Tok, ne vem, nekaj minutah diagnoza pa potencijalne rešitve. Hvala lepa tudi za ta vaš izjemno pomemben prispevek. Kate, ti si želela še nekaj dodati, če se ne motim na samem začetku, ali ne? Ja, jaz zdaj, če pridemo še na rešitve te krize javnega zdravstvenega sistema, bi z vidika težav, ki jih ima zdravstvena blagajna z zaprto javno zdravstveno mrežo, rešitev bi bila, da se ta javna zdravstvena mreža odpre. In zanimivo je, da če gremo brati zdravstveno reformo leta 1992, ko sta bila sprejeta temeljna zdravstvena zakona, to je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter zakon o zdravstveni dejavnosti, sta tako odprto javno zdravstveno mrežo predvidevala. Takrat je bila v bistvu koncesija ni bila mišljena kot pogoj za javno financiranje nekega izvajalca, ampak je bila posledica najnižje ponujene cene zdravstvenih storitev. To pomeni, da je zdravstvena blagajna je imela v bistvu v zakonu do leta 2008 možnost, da je javni razpis razpisala za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ne samo za koncesionarje. Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti je pa v osnovni različici predvideval, da bi, ko bi zdravstvena blagajna izmed vseh ponudnikov izbrala najcenejšega ponudnika, potem koncedentu predlagala, da mu podeli koncesijo in ga s tem vključi v javno zdravstveno mrežo. Potem v začetku in v bistvu ima vse skozi ZZZS tudi statutarno možnost, da razdre pogodbo o financiranju zdravstvenih storitev, če ugotovi, da ne more pokriti stroškov zdravstvenih storitev. Razlika je bila v tem, da včasih je lahko zavod to možnost izkoristil najprej, potem se je pa začel pogajati za drugačne cene. Zdaj je pa tako, da se v primeru, če se zdravstveni partnerji pri sklepanju splošnih dogovorov ne uspejo dogovoriti, ima zadnjo besedo vlada in dejansko nikoli ne pride do situacije, kjer bi lahko zdravstvena blagajna nekoga izključila iz javne zdravstvene mreže, tudi če se izkaže, da je drag ali pa da je nekakovosten. Rešitev za monopol enega nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja bi bila lahko po zgledu drugih evropskih držav podelitev koncesije sedanjih nosilcev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za upravljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako da bi v bistvu dobili lahko 4 nosilce. In zdaj, ko je govora o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bi s tem lahko vsaki zdravstveni zavarovalnici dali proste roke pri tem, da bi določala razmerje, v kolikšnem obsegu se neka zdravstvena storitev
krije iz prispevne stopnje, kjer se prispevki vplačujejo glede na dohodek, kolikšen del se pa krije iz pavšala, kar zdaj v bistvu predstavlja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je bilo leta 1992 izrecno napisano, da tukaj gre za zavarovanje posameznika, zato da je odgovoren za lastno zdravje kot neka participacija oziroma neka odbitna franšiza v zavarovalništvu. Potem težave izvajalcev z obračunavanjem zdravstvenih storitev bi se lahko rešilo s tem, da se začne dosledno upoštevati dejstvo, da je zdravstvena dejavnost gospodarska dejavnost, kar je zdaj na koncu to jasno povedalo tudi Ustavno sodišče v svoji zadnji odločbi, pa da bi se cene zdravstvenih storitev določale glede na končni output, to se pravi glede na kvalitetno izvedeno in na količino izvedenih storitev. Tukaj bi lahko zdravstvena blagajna se oprla na podatke, ki jih nosilec slovenskega zdravstvenega zavarovanja dobi od nosilcev obveznega zdravstvenega zavarovanja v drugih državah članicah, ker je že v sedanjem sistemu je zdravstvena blagajna zavezana, da na podlagi uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti drugim nosilcem povrne akontacijo stroškov za storitve, ki jih upravijo izvajalci zdravstvene dejavnosti v tujini. Tako da te podatke o tem, kakšne so cene v Evropi, zavod že ima. Potem težave pacientov s tem, da jim trenutno zavod na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ne povrne stroškov za zdravstvene storitve, ki jih imajo, če uporabijo storitev v samoplačniški ambulanti, je rešitev enostavno v tem, da bi se začeli dosledno upoštevati ustavo, to je uredbo o koordinaciji sistemov socialne varnosti in ZZVZZ, ker ustava jasno določa, da država skrbi samo za delovanje sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nikjer v ustavi pa ne piše, da je ustava zavezana tudi skrbeti za delovanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Potem ustava tudi prepoveduje prisilno zdravljenje. Zdaj Ustavno sodišče se še ni izreklo, ali lahko pod prisilno zdravljenje štejemo tudi finančno prisilo, da se zdravimo v javni zdravstveni mreži. Potem jasno je tudi sam zakon določa, da je z obveznim zavarovanjem se z zavarovanim osebam zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev. Zakon nikjer ne govori o tem, da se zdravstvene storitve morajo zagotavljati v naravi. Potem tudi v zakonu je jasno napisana pravico do proste izbire zdravnika in do izvajalca zdravstvene dejavnosti. In zanimivo je tudi to, da kot sem rekla, uredba 883/04 že zdaj nepogodbenim izvajalcem, ki so v tujini, povrne akontacijo stroškov vnaprej. To se pravi, ni enakega sistema obračunavanja zdravstvenih storitev kot v Sloveniji. In zanimiv paradoks bi bil, da če bi slovenski zdravnik odprl svojo ambulanto na Hrvaškem, bi mu Zavod za zdravstveno zavarovanje povrnil stroške, če bi jo imel pa v Ljubljani, mu pa teh stroškov ne bi povrnil. In zdaj na tem področju je bila že vložena tudi ustavna pobuda oziroma ustavna pritožba na Ustavno sodišče, ki je v fazi reševanja, tako da je zanimivo spremljati, kaj bo Ustavno sodišče reklo na to temo. Zgodba je pa taka, da je nekaj let nazaj nek zobozdravnik vložil pri zavodu zahtevek za povračilo stroškov za ruvanje zoba, ki ga je opravil pri zasebniku. Sodišče prve stopnje mu je na podlagi zakona priznalo povračilo stroškov v višini 80%, to je toliko, kot se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Potem se je zavod pritožil in je višje sodišče je to zavrnilo, vrhovno sodišče je to zavrnilo, zdaj je pa zadeva pred ustavnim sodiščem. Hvala lepa, Katja. Zanimivo, govorila si o paradoksih tudi na pravnem področju in ko sem vas poslušal, in kot teoretika, za teoretika so vedno paradoksi najbolj zanimivi, morajo privlačiti našo pozornost. In tisto, kar izpade iz te razprave, pa tudi širše slovenske javne razprave in politične prakse, je kar nekaj paradoksov na področju zdravstva. Ne? Vsi v tej državi na nek način govorijo o javnem zdravstvu, večinoma pomisli državno zdravstvo, kot se lepo pokazala, še vedno ga prakticiramo, kot da bi bilo državno. Drugo, vsi tisti, ki najbolj zagovarjajo javno zdravstvo, vselej, ko zbolijo, se zdravijo v zasebnem zdravstvu, pa še to v tujini. In tu govorimo tudi o neki, lahko bi rekli, politični hipokriziji. Potem tisto, kar pa ni samo paradoksalno, ampak je na nek način perverzno, je pa to v čigavo prid, ali pravzaprav v čigavo škodo slovensko javno zdravstvo zares deluje. In kot je izjemno lepo povedal kolega Mastan, v čakalnih vrstah ne stojijo premožni. V čakalnih vrstah, torej tisti, ki nimajo pravice ne uspejo priti do zdravstvenega varstva, so tisti, ki so v družbi najšibkejši. Tako v smislu njihovega socialnega statusa, ekonomskega in siceršnjega statusa. Torej javno zdravstvo ne dela za interese v imenu katerih, za interese tistih, v imenu katerih je pravzaprav ustanovljeno. In še korak dlje, kot je izjemno lepo povedal profesor Noč, to isto javno zdravstvo v svojem zdravstvenem sistemu tudi najbolj pritiska na tiste, ki so tako ali tako najbolj obremenjeni, ki so na nek način ponižani in razžaljena kolesa v tem sistemu, zaradi katerih sistem sploh ne bi moral delovati. Torej, ko razgrnemo to platno, vidimo, da imamo pravzaprav opravka z sistemom, ki je v krizi, ki je v krizi na ustavno-pravni zakonski ravni, ki niti ni v skladu z, ali pa povzroča anomalije, ko gre za čezmejno uporabo storitev, in sistem, ki je na drugi strani perverzno nepravičen ravno v imenu tistih, za katere, v prid katerih je ustanovljen. In seveda vprašanje, ki se potem človeku zastavlja, je, zakaj je to tako. Že za tem omizjem smo slišali številne rešitve, cilje, ki bi bilo treba doseči, ko pa poslušamo v dnevnih političnih razpravah, gredo pa predlogi, če bi jih opredelili z vidika načela sorazmernosti, gredo vsi predlogi v smeri, ki niso primerne za doseg izbranih ciljev. Mi že leta in leta v tej državi poslušamo, da je najhujši problem slovenskega zdravstva v obstoju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In zdaj v znamenitem sporazumu za Levico je to tudi glavno jedro reforme slovenskega zdravstva. Tako da, moje vprašanje zaključno za naše tri sogovorce, potem pa zadevo predam našim poslušalcem, je, kaj je tisto, kar ohranja ta status quo, za katerega smo ugotovili, da ni niti pravno utemeljen, da ni niti strokovno utemeljen in ki očitno tudi nima demokratične ali pa socialne legitimnosti, če želite. Kaj je tisto? Vi ste že, profesor Noč, na nek način ste zelo lepo, krasna metafora, bolj ko gremo na jug, dražje je zdravstvo, ker je višja korupcija. A je ta na nek način zelo banalen odgovor, pravzaprav tisti temeljni odgovor na naše zastavljeno vprašanje, zakaj stvari ostajajo takšne, kot so? No, jaz mislim, če bi mi dorekli ceno posamezne storitve, ki pač temelji na nekih resnih izračunih, in bi to ceno država za javni denar rekla, ok, za to bolezen nudimo, ali pa za ta poseg tako in tako ceno. In da istočasno bi se s tem odprli tržišče ne samo za naše zasebnike, ampak tudi za tuje bolnišnične verige. In seveda potem bi vzpostavili potrebno konkurenco. To bi najbolj koristili javnemu sistemu. Javni sistem se najbolj bori proti temu, vendar to bi najbolj koristili javnemu sistemu. Skratka, cena storitve. In potem v končni fazi tudi nabave
v tistem trenutku ne bi bile več problem. Bi pač tisti, ki je sposoben kupiti na enotnem evropskem trgu in zadeva, in če bi za to ceno ali nižjo ceno kvalitetno delo, a je to tuja bolnišnična veriga, a je domač zasebnik, zasebna bolnišnica, a je klinični center. Kaj, uporabnik rab dobro storitev, država rab čim cenejšo storitev. Tukaj so stvari izjemno preproste. In jaz se res ne morem znebiti tega vtisa, da vse to javno se forsira in poudarja zaradi tega, da se dejansko umetno preko javnih razpisov vzdržujejo cene vseh teh vgradnih materialov, aparatov, servisov v kliničnem centru, tehničnih služb, informacijskega sistema. 5 stvari sem naštel. Ker enostavno javni denar odteka v tovornjaki. Tam bodo medicinski sestri na intenzivnem oddelku, to se je zgodilo zdaj, recimo ta mesec, odzeli dodatek za povečan obseg dela. Nekaj 10 evrov. Tukaj se pa kamioni denarja vozijo mimo. In jaz se ne morem znebiti vtisa. In upam res, da se zelo motim, ampak vsi indici gredo v to smer, da je osnovni namen, da se vzdržujejo te korupcijske verige. Zakaj je naša cena 3-krat večja, kot na Švedskem? Nekdo naj mi da racionalno razlago, eno racionalno razlago, pa bom utihnil za večno. Igor, želiš, zakaj torej se ohranja ta status quo? Ja, zaradi tega, ker je finančen interes za to, da se ukvarja. Pač nekdo ima koristi od tega, ne, in pač za obrambo pač perpetuacije tega finančnega interesa vemo, da so vzvodi, kako se to lahko naredi, ne, od tega, da se ustrezno javno mnenje pomaga oblikovati, da se podpre določene ideje na strani tistih, ki sprejemajo ustrezne zakone, da se to pač ohranja in pač tako naprej. No, v glavnem, vedno mu treba pogledati, da na koncu koncev je v ozadju tega denar. Zaradi tega jaz pravim, ne, da čeprav je to enostranski pogled, ne, priznam, okay, zaradi tega, ker v medicinski stroki praktično nič ne vem, da je zelo pomemben sistem vzpodbud in ta bo prišel strani financiranja. Torej, ne smemo zanemariti strani tistih, ki financirajo, kot tistih, ki naj bi izvajali drugače. In strani financiranja, če ga tega spremenimo, bo prišel velik spremenjen sistem vzpodbud. Mi smo podzavarovani, torej na ta način tudi zagotovimo pač dodatno potrebo, zadostimo dodatnim potrebi po denarju, ne smemo se slepiti, da bo treba v ta sistem enostavno skanalizirati bistveno več denarja v prihodnosti. In po drugi strani, ko bodo jasno definirane, kdo plača, torej da bodo zavarovalnice, ko bodo prodale ustrezne zavarovalne pogodbe, vedle, da morajo v opisu stvari, ki jih zadeva, pač določena polica krije, imele interes, da za tisto obveznost seveda zagotovijo ustrezne storitve po ustreznih cenah, bo prišel na ta način tudi pritisk po merjenju stroškov, po oblikovanju ustreznih informacijskih sistemov in tako naprej. En del, tisti, ki ni ekskluziven, specialističen in tako naprej, je lahko podvržen konkurenci. In v Sloveniji smo dokazali, da tudi konkurenca na področju zdravstva deluje in to so bili tisti famozni nacionalni, kaj so že bili razpisi za nacionalne programe leta 2010 in 2011, ko je ZZZS dal prosto na voljo enih 20 ali 30 milijonov, zdaj detajlov se ne spomnim več, denarja in so se lahko nanj enostavno s ceno stepli različni ponudniki. In razlike so bile tudi do 15%. Torej, znajo tudi naši ponudniki in izvajalci zdravstvenih storitev poračunati stroške, če jih s tem ustrezno spodbudimo. Ampak to mora priti z vrha. To je, gledajte, to je isto, ker od znotraj, če vprašate mene, jaz sem redni profesor
in ta redna profesura je trajna, ne? Nimam več problema reelekcije. Ne? Če me zdaj vprašate po tem, ko sem postal redni profesor, ne? Ali sem za to, ne? Seveda sem za to, ampak če me bi vprašali, ali sem racionalno za to, da univerza se zakon spremeni, ki uvede reelekcijo tudi za redne profesorje, ne? Potem bom kar naenkrat moral jaz iti iz penzije. Ne? Jaz sem že od 40. leta dalje, sem v penziji, ker dejansko nič ne rabim, ne objaviti, ne nič, ne? Samo moja lastna nečimernost je, da se pred tujimi kolegi dokazujem z objavami. Ne? Ampak sistem me k temu ne spodbuja. In enako je tudi tlele. Ne? Določene pozicije, če so še ustrezno finančno dostojne, ne, se ne bodo kar same od sebe spreminjale. Zakaj? To je iracionalno. Od ljudi to ne pride samo od sebe. Ne. Mora ena vizija to prebiti. Ne. Težko v kontekstu kaosa, pomanjkanje vizije in pomanjkanje leadershipa znotraj, zunaj in vse posod. Pa še nekaj, da mi zaključimo morda tale uvodni del. V tvoji knjigi, za katero zdaj malo delava reklame, ti v bistvu tudi pokažeš, da obstoječa pravna stroka na nek način vzdržuje ta, recimo, status quo s svojimi strokovnimi stališči. Ja, mogoče je treba omeniti, da pravna stroka zagovarja stališče, da javno zdravstvo v Sloveniji zagotavlja samo zdravstvene storitve v naravi, ne zagotavlja pa pravice do povračila stroškov. Zdaj jaz sem delala kot svetovalka na Ustavnem sodišču in zdaj sem v zakonodajno-pravni službi v Državnem zboru in se lotevam stvari predvsem s tem, da berem ustavno-sodno presojo in zakone. In če gremo gledati dejansko zakonske določbe pa ustavne določbe, vidimo, da zakon ne zagotavlja trenutno nič drugega kot pravice do povračila stroškov. In da tudi po evropski uredbi je samo pravica do povračila stroškov. Tako da za zaključek bi mogoče jaz povedala, da ni toliko bistveno, da zdaj naredimo neko novo zdravstveno reformo, ampak da samo zaključimo tisto zdravstveno reformo, ki se je začela leta 1992 in da jo izpeljemo tudi v praksi, ker če gledamo ustavo pa zakon, je vse na papirju že zelo jasno zapisano, samo v praksi se to ne izvaja. Zanimivo. Zdaj imamo pa čas za razpravo. Kdo bi želel razpravljati z današnjimi sogovorniki? Prosim.